Cenjene gledalke, spoštovani gledalci televizije AS, 31. oktobra praznujemo dan reformacije. To je v Sloveniji državni praznik, tudi dneva prost dan in tako smo povabili o praznovanju tega dne oziroma pred njim v naš studio gospoda Gezo Erniša, častnega zaslužnega evangeličanskega škofa. Dobrodošli, lep pozdrav, gospod Erniša. Dober dan in lep in prijazen pozdrav ter hvala za povabilo. V Murski Soboti ste že praznovali praznik v petek v kulturnem domu oziroma v gledališču in če se vrnemo pravzaprav koreninam, kaj pomeni pravzaprav dan reformacije, gre med drugim seveda za spremembo takrat v Evropi, tudi na Slovenskem, ne nazadnje pa smo Slovenci ogromno pridobili s tem, gre tudi za prve osnove knjižnega jezika, zato bi morali Slovenci na ta praznik biti še posebej ponosni. Ja, res je. V 16. stoletju, kot vemo, bolj natančno 1517. leta, je doktor biblične teologije Martin Luther na vrata cerkve, grajske cerkve v Wittenbergu pribil svojih znanih 95 tez. O teh tezah se je razglabljalo in se bo tudi v prihodnje. Zakaj? Zato, ker so resnično prinesle na verskem, gospodarskem, političnem, kulturnem in še kakem področju velike spremembe. Luther sicer, kot vemo, ni želel nobene nove cerkve. To je potrebno poudariti. Želel je takratno rimokatoliško cerkev in njen nauk nekako reformirati, da bi se ta nauk spet iz neke scholastične, teološko-filozofske sfere vrnil v bolj neko prvotno obliko, torej v neko bolj pristno krščanstvo in bolj razumljivo krščanstvo. Zato, ker ljudje dejansko niso razumeli, kaj je ta biblična kerigma, kaj je to sporočilo, biblično sporočilo, na katero ima vsak človek pravico. In ima pravico, da to besedo razume, ima pravico, da jo lahko prebere in seveda, da sam izbere, kako in na kakšen način bo veroval. To ne pomeni čisto nekega individualnega krščanstva in pogleda na vero, svet in na Boga, ampak je nastala neka nova, tudi združena oblika tega verovanja, ki je pač pripeljalo do tega, da so se v Evropi začele velike spremembe. In seveda ena od tistih pomembnih sprememb je zahteva, da bi verniki poslušali Božjo službo, Božji nauk v svojem domačem materinskem jeziku. Mi smo potem seveda pridobili s Primožem Trubarjem velikega književnika, tistega, ki je postavil temelje potem z prvimi slovenskimi knjigami, kot je Katekizem in še kaj. Ja, res je. Glejte, če smo nekoliko bolj prispodobna, jaz večkrat poudarim, da je v 16. stoletju se po svetu odpravil prav poseben popotnik z nekim posebnim sporočilom in ta popotnik je dobil ime Reformacija. In koraki tega popotnika so se seveda ustavili tudi v Sloveniji. Tudi v Slovenijo so študentje, trgovci iz naših krajev, predvsem Kranjske, Koroške, Štajerske, nekoliko manj iz Prekmurja, ki so študirali po nemških univerzah, ki so trgovali po nemških deželah, so ta novi nauk prinesli tudi k nam. Zanimivo je, da je Slovenec za neko svojo bolj lirično dušo, pa vseeno v nekem smislu racionalist, to vero, te nove poglede zelo nekako naklonjeno sprejel. In torej tudi pri nas se zgodijo marsikatere spremembe, predvsem seveda pod vplivom Lutherovega nauka, torej Primož Trubar nekako za svojimi somišljeniki temu novemu nauku prisluhne, v njem prepozna resnično nekaj Božjega, če tako povem,
in ta nauk začne širiti tudi pri nas. Čeprav je bil dolga leta, tako kot Luther, tudi Trubar, katoliški duhovnik, ampak prepozna trenutek nekega časa kot neki vizionar, kot neki prerok, spozna, da se v družbi, v cerkvi nasplošno dogaja nekaj novega, kar je ljudem, marsikateremu človeku torej in ljudem nasplošno, prineslo torej neko novo možnost. Možnost, da se pogovarjajo z Bogom, neposredno brez posrednikov, da se pogovarjajo s tem Bogom v svojem lastnem materinskem jeziku, in Trubar kot inteligentni vizionar je spoznal in prepoznal, da brez tega, da bi neki narod imel svoje knjige, da bi imel svoj materinski jezik, da bi imel svoje šole in knjižnice in nenazadnje, da bi imel tudi svojo lastno cerkev, kot je on rekel, cerkev Božjega slovenskega jezika, da tak narod brez teh atributov dejansko nima nobene prihodnosti. In tako Slovenci res, kot ste omenili, dobimo 1550. leta prvi dve slovenski tiskani knjigi, Katekizem in Abecednik, in potem se 1584. leta za moje pojme zgodi nekaj res, lahko bi rekla in uporabila izraz izrednega, fantastičnega, ko Trubarjev učenec Jurij Dalmatin poseže po prevodu oziroma začne prevajati celotno Sveto pismo v slovenski jezik. Jaz še danes verjamem, da je bil Jurij Dalmatin eden izmed najbolj, če že ne najbolj čudežen deček slovenske zgodovine. Malce bova sedaj šla iz zgodovine, vemo, kaj je sledilo proti reformaciji in tako naprej. Čeprav tudi Trubar ni našel mesta takrat v Ljubljani, je bil tudi izgnan, pa če se na sedanjost vrnemo, gospod Geza Erniša, središče evangeličanske cerkve je pa Prekmurje. Zakaj se je tukaj ta nauk ohranil, tudi kot osrednji del, čeprav mislim, da je sedaj sedež evangeličanske cerkve v Ljubljani, poprej je bilo tukaj v Prekmurju. Kaj menite, kaj je botrovalo temu, da je jedro evangeličanske cerkve v Prekmurju? Več razlogov je za to. Predvsem ta strpnost in tolerantnost, oziroma toleranca madžarskih zemljiških gospodov naspram luteranom, torej evangeličanom, je bila dosti bolj nekako navzoča kot pa pri Habsburžanih. In ker vemo, da tisočletje Prekmurje bilo pod ogrsko nadvlado, so torej ljudje, ki so se za to vero odločili, nekako to svojo vero smeli tu tudi prakticirati in verovati tako, kot si pač so zamislili, da je prav. Torej, to je eden razlog. Potem odročnost pokrajine, torej vizitacije, torej protireformacijske vizitacije niso bile tako stroge kot na Kranjskem, Koroškem, Štajerskem. Zato v Prekmurju torej evangeličanska vera ostane, čeprav moramo pripomniti zaradi zgodovinskih objektivnih dejstev, da tudi v Prekmurju skoraj 50 let nihče ni smel omeniti, da je evangeličan, da je luteran. Torej, tudi naši predniki tu v Prekmurju so živeli tako imenovani kriptoprotestantizmus, ampak kljub vsemu so svojo vero ohranili in to je skoraj kot čudež. Veste, v tem preganjanju, ki ga je tudi Trubar doživel, ki so ga nenazadnje tudi naši prekmurski evangeličani doživeli, so vseeno svojo vero ohranili in zato je ta cerkev torej ostala vse do danes v Prekmurju najbolj množična. In v tem duhu nekega tega protestantskega tudi načela tolerance, strpnosti in tako naprej je prav, da v Prekmurju danes živimo tudi v nekem ekumenskem strpnem duhu, kajti mislim, da se ostrina tistega protireformacijskega duha že malce, ki je tudi izgubila, tako je tudi prav. Vsak čas in vsake razmere pa nekako zgleda, da res zahtevajo svoje žrtve. In te žrtve so bile prinešene za svojo vero, za svojo cerkev
in ne nazadnje smo lahko nekako tudi slovenski evangeljčani in prekmurski evangeljčani ponosni na to, da smo bili del te zgodovine, pomembne zgodovine za naš narod, za ohranitev našega naroda, za ta lep jezik, za te knjige. Vse to pa si seveda ne prilaščamo ljubosumno sami za sebe in kot nekaj samo nam lastnega, ampak želimo to deliti z vsemi ostalimi ljudmi, ne glede na veroizpoved, svetovni nazor ali karkoli drugega. Torej, evangeljčanstvo je res najbolj navzoče tu v Prekmurju, imamo pa tudi cerkvene občine izven in jaz mislim, da tudi veliko Slovencev, ki niso evangeljčani, v tem Lutherovem, Trubarjevem, ne vem kakem protestantskem nauku, še posebej tem etičnem pogledu in ne nazadnje tudi pripadnosti svoji veri, cerkvi in Bogu, da marsikateri Slovenec, morda tudi zaradi tega, ker morda je luteranska vera nekoliko bolj, da tako povem, oborožena tudi z racionalizmom, da marsikateri človek, tudi Slovenec, to gibanje, to vero, ta nauk prepozna tudi kot nekaj njemu lastnega. Od leta 1992 je to državni praznik, to je dela prost dan. Je pa res, da je do leta 2012 bil to tudi nekako državna proslava ob dnevu reformacije. Takrat zaradi, vemo, ukrepov varčnih je to vlada potem ukinila. Pa verjetno se strinjate z mano, da bi lahko to bilo gotovo tudi ena osrednja prireditev. Ne glede samo z verskega vidika, predvsem za pomen naše slovenske kulture, zgodovine in s tem seveda bi nekoliko bolj ohranili tudi identiteto slovenstva, na katero včasih pojamramo. Ja, gledajte, jaz se popolnoma strinjam s tem, kar ste pravkar povedali. Preveč je slovenska reformacija in slovenski protestantizem in tudi slovenska evangeljčanska cerkev preveč dobrega, da tako povem, je vtkalo v našo etnogenezo, da se je nekomu zdelo prav, da je ta praznik nekako ukinil kot državni praznik in da je ostal samo kot dela prosti dan, da je bila na nek način potem tudi seveda posledično, ker država torej ni več obhajala tega praznika v tem smislu, da bi sama organizirala proslave, ampak je prepustila to slovenskemu protestantskemu društvu Primož Trubar. Mislim, da je bila narejena napaka in da je tudi narejena krivica temu zgodovinskemu dolgu, katerega se Slovenci moramo zavedati, ne glede na to, kot so prej omenila, na našo veroizpoved, politično prepričanje, pripadnost ali karkoli drugega. In mi si želimo, da bi to spet postalo tako, kot je bilo na začetku. Kajte, gledajte, tako radi smo se pohvalili kjerkoli po svetu. Ljudje so s takimi simpatijami, kamorkoli smo prišli kot Slovenci. Ko smo povedali, da je praznik reformacije v Sloveniji državni praznik, da je to dela prosti dan, da ga država obeležuje in tako naprej, to je izvalo neverjetno velike simpatije, kjerkoli po svetu smo to povedali. In gledajte, kar je zanimivo, Slovenci smo edini narod na svetu in tudi v evrskem območju, ki imamo na evrskem kovancu svojega reformatorja. Ne zaradi tega, da je to bil samo neki verski, cerkveni reformator, ampak da nam je uspelo to, da ga kot očeta slovenskega jezika, na nek način tudi naroda, da nam to uspe, da ga damo torej na denar, ki kroži v tako rekoč skoraj celem evrskem območju in potem tudi širše po svetu, da je to uspelo, to je nekaj res izredno lepega. In to je istočasno tudi prevajalec Biblije. In če še eno stvar mi dovolite, da omenim. Glejte, v Bad Urahu je bil Trubar soustanovitelj bibličnega zavoda. Iz tega bibličnega zavoda se je pozneje razvila svetovna biblična družba. Torej, Slovenci imamo prste vmes, če tako povem, tudi na nek način pri ustanovitvi te svetovne biblične družbe kot njeni utemeljitelji, ravno po Primožu Trubarju, in jaz mislim, da je prav, da ne glede, kot sva rekla, na vse, nekako se vsi skupaj potrudimo, da temu prazniku nazaj vrnemo tisto, kar je upravičeno nekoč dobil.
Geza Erniša, častni zaslužni evangeličanski škof, v tem predprazničnem dnevu, dnevu reformacije, je bil z nami. Zahvaljujem se mu za obisk in seveda, gospod Erniša, imate priložnost voščiti dan reformacije vsem gledalkam in gledalcem, vsem našim državljankam in državljanom z poslanico oziroma z voščilom. Izvolite in s tem bova tudi zaključila najin pogovor. Ja, meni je resnično v izredno čast in tudi v zadovoljstvo, da vam lahko k temu lepemu prazniku iskreno čestitam. Moja čestitka morda danes ne bo neka klasična čestitka, ampak bi želel povedati v tej poslanici dve stvari. Želel bi nas vse skupaj opozoriti na to, kar je nekoč tudi Dante zapisal v Božanski komediji. Da je najtemnejši kotiček pekla prihranjen za tiste, ki v moralni krizi gledajo vstran. Mislim, da danes živimo v svetu, kjer ne smemo gledati vstran od tistih pojavov, ki so tudi danes v naši družbi navzoči in so destruktivni. Drugo misel, ki bi jo želel deliti z vami ob tej poslanici, je pa tako lepo nekoč povedal Albert Einstein. In sicer, lažje je razbiti atom kot predsodek. Fizika je že davno razbila atom, ljudje pa še vedno imamo neke predsodke. Naj nas torej reformacija, njen nauk, nagovori tudi v tem duhu, da bomo znali v pravem trenutku povedati pravo besedo, ne gledati vstran, napraviti pravo dejanje in da bomo v svojem življenju odgrajevali čim več predsodkov, ki jih imamo do drugih ljudi. Če bomo to znali, potem bomo gotovo da tudi te reformacijske misli in ideje v življenju torej uresničevali in iz njih lahko tudi bogato živeli.